večer. Vsem skupaj. Smo zbrani tukaj na Teološki fakulteti v Ljubljani in pa nekateri tudi po Zoomu. Začenjamo ta večer okrogle mize o sinodi in začnimo naše srečanje z odlomkom iz Svetega pisma. Tedaj so apostoli in starešine za vso cerkvijo sklenili, da zberejo iz svojih vrst dva moža in jo s Pavlom in Barnabom pošljejo v Antiohijo. Po njiju so poslali tole pismo. Mi, apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz vrst poganov v Antiohiji, v Siriji in Kilikiji. Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam nekaj mož skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. In poslali smo Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita. Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor tale nujna določila. Vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni. Zakaj sem izbral ta odlomek Svetega pisma? To je bila prva sinoda cerkve. In zanimivo je, da mislim, da je edino v cerkvi ta način, da se vsi zberejo skupaj in skupaj odločajo s Svetim Duhom. Mi smo imeli sinodo o sinodalnosti in nekje poskušamo nadaljevati in pogledati, kam bodo šle stvari in kakšen naj bi bil naš prispevek. Organizatorji te okrogle mize sta Zveza ZOCIS, Zolajki in Teološka fakulteta v Ljubljani. Zdelo se nam je pomembno, da se informiramo o sinodi in o njenih sklepih in pričnemo tudi skladno s temi sklepi ukrepati. Moje ime je Andrej Grebenc in sem predsednik Zveze ZOCIS. Pozdravljam torej v imenu Zveze ZOCIS vse prisotne tukaj v veliki dvorani Teološke fakultete. Danes je okrog 30-35 oseb in tudi tiste, ki ste nami preko Zooma. Predvidoma okrog 50-55 ljudi. Dekan fakultete, Teološke fakultete v Ljubljani, gospod docent dr. Stegu, se je opravičil, on je soorganizator tega, zdaj bi bil njegovih 5 minut, da nas pozdravi. Zbolel je in mi je samo sporočil, naj pozdravim vse prisotne v imenu Teološke fakultete. Teološka fakulteta je zelo ponosna, da je lahko soorganizator, soiniciator tega razgovora o sinodi in želimo dr. Steguju čimprejšnje okrevanje. Na okrogli mizi sodelujejo osebe, ki so bile vključene v nacionalni, kontinentalni in vesoljni del sinode o sinodalnosti. Panelisti današnje okrogle mize o sinodi so sestra Anja Kastelic, kolega z Teološke fakultete in laik dr. Igor Bahovec in voditelj sinodalnih dogajanj v Sloveniji, celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Okroglo mizo bo moderiral novinar Peter Merše. Okrogla miza bo potekala v večjih sklopih, sicer okvirno pripravi nacionalni del sinode, kontinentalni del sinode in na koncu vesoljni del sinode, ki se ga je udeležil
škof Matjaž. In seveda tudi sklepi sinode. In kaj pomeni ti sklepi sinode za Slovenijo, smernice za naše nadaljnje delo. Naj povem, da bo panelistom možno postaviti vprašanje tukaj v dvorani in tudi po klepetalnici, po chatu preko Zooma. Vas lepo prosim, da postavljate vprašanja, ki so povezane za tisti sklop, ker gremo po sklopih, ker če imate neko vprašanje o bodočnosti, počakajte do konca. Če imate vprašanje o poteku, tako naprej vprašajte prej. Torej, prosim moderatorja in paneliste, da zasede svoje mesta na odru. Dobro, en lep pozdrav še iz moje strani. Torej, kot rečeno, bomo celoten pogovor opravili v več sklopih. Tako da bo po vsakem sklopu tudi priložnost za vprašanja. Pa bi začel morda čisto na začetku, ne? In sicer sinoda o sinodalnosti oziroma sinoda za sinodalno cerkev je nekako nenavaden naslov. Neobičajno smo bili vajeni sinod z bolj v narekovaju konkretnimi problemi, ne? Torej o mladih, o družinah in podobno, ne? Ta pa pravzaprav se vrača na samo začetek, ne? Torej sam začetek cerkve, sami sinodi, ne? Ki je torej samo delovanje cerkve pravzaprav že od apostolov naprej sinodalno, ne? Torej se zdaj pogovarjamo pravzaprav o nekih izvirih, ne? In hkrati je prinesla tudi nekaj novega, ne? Torej bistveno večje, se mi zdi, kot smo bili vajeni, ne? Vključenost laikov oziroma vključenost bistveno širšega dela cerkve v samo sinodo, kot smo bili tega vajeni do zdaj. Zakaj po vašem mnenju bilo recimo to potrebno in ali je doseglo svoj namen? Morda gospod Škof za začetek vprašanja za vas. Ja, dobro večer, hvala za to vprašanje. Tako, sam naziv je bil že od začetka malo tako provokativen in zato se je veliko takšnih vprašanj zastavilo, kot ste jih zdaj zastavili vi. Lahko se in vedno znova se potem tudi papež pa mi vsi, ki smo bili v to vključeni, smo poskušali potem pač razložiti morda tudi z drugimi besedami, da v tej sinodi o sinodalnosti gre torej za skupno razmišljanje v nekem formatu svetovne škofovske konference o bistvu cerkve, ki bi naj bila sinodalna, se pravi na nek način občestvena. Res so se na tem načinu oziroma ob tem delu sinode ali pa tako je bilo nekaj novega, je bilo veliko novosti, tako da je bilo potrebno vedno znova nekako razlagati in s tem tudi meriti tiste, ki so poznali do takrat potek sinode. Prva, morda taka najbolj odmevna razlika je gotovo bilo to, da je bila ta sinoda zastavljena kot proces, ki bo zajela bi zajela pač najširše plasti v cerkvi in bo trajalo nekaj časa. Papež je začetka določil 21-23, potem se je pa že na začetku videlo hitro, da še ne bo v tem času končan ta prvi del. Dejansko je potem, ko smo zaključili ta v 24, ta del, recimo prvi del, je bil hkrati napovedan nadaljevanje del kot aplikacija tega, o čemer smo se tam pogovarjali. To se pravi, da je bilo zastavljeno kot proces in drugič, da je si papež želel tudi, da bi v to razpravo v okviru, v formatu škofovske konference, ki pa potem seveda ni bila več samo škofovska sinoda, vključilo tudi cerkev neposredno cerkev. To pomeni, vedno je bila cerkev navzoča po škofih, se pravi pastir dejansko vključuje celotno občestvo. Tokrat je želel, da so tudi navzoči direktno laiki, ki se jih je potem na nek način izbiralo in je bilo laiki, ženske, redovniki, tako da je bila to neke vrste cerkvena sinoda, lahko rečemo. Skoraj 200 delegatov je bilo škofov, potem je bilo toliko še potem 50 posvečenih duhovnikov in
in redovnikov, redovnic, nekaj manj kot 50 pa tudi laikov. In razpravljali pa bi o tem, in tukaj zdaj končam, o tem, se pravi, bistvenem ustroju cerkve, kaj cerkev smo, se pravi, da je cerkev občestvo, o identiteti vseh v tej cerkvi in o njihovem poslanstvu. Hvala. Gospa Kastelic, kako ste vi? No, meni se je zdelo simpatično, da je papež izbral sinodo sinodalnosti, ker že naslov je brez zaključka na nek način. In se mi zdi, da nas je spomnil na to, kaj je cerkev. Ker je v resnici v temelju to, da je cerkev sinodalna in se mi zdi, da gre bolj kot eno povabilo v način, kako naj živimo cerkev. In zato se mi zdi vsakeč smo navajeni, da traja 1 leto in pol pride en dokument in potem gre na polico. No, tukaj je pa več let, pa še kar ni tistega, ne da rečeš, aha, zdaj je pa ta končni dokument. Ampak se mi zdi, da je ves čas en proces in da gre za odnose, da gre za to, da nas spomni, da cerkev pomeni, da se zavedamo, da smo drug z drugim, odgovorni drug za drugega, da Sveti Duh govori po vsakem, da ima vsak en dar ali pa več darov, ki je namenjen vsem in da smo poklicani spet nič novega, ampak hkrati vedno znova novo, biti skupaj, se poslušati, to je bilo zdaj ta pogovor o duhu, ki je bil tolikokrat omenjen v tem procesu, da bi znali res dati prostor drug drugemu, pa hkrati vsi skupaj en korak nazaj, da bi lahko Sveti Duh prišel ven, da bi lahko res vsi skupaj zaznali, kam nas vabi danes kot cerkev. In to se mi zdi lepo, da gre v resnici za način, no? Ne za nek zaključek, ampak način, kako ne živimo cerkev. Gospod Bahovec. Ja, mogoče bi dodal temu, kar je bilo že rečeno, samo tole, poglejte, res gre za vprašanje, kako biti cerkev v spremenjenih okoliščinah naše družbe in kulture. In meni je bilo zelo simpatično, da smo se vrnili k izvirom. To, kar je bilo prebrano, mene vedno znova šokira. Sveti Duh je odločil in mi z njim. To je način, ki je možen samo v cerkvi. In v moderni dobi je bil to mal pozaben način. V tem obdobju se je pa obudil tisto, ki je bilo v prvi cerkvi precej pogosto, da ko cerkev skupaj pride, Duh govori cerkvi, ne samo teologom in škofom, ker je bilo praksa 50 let, ne? Ampak cerkvi. In jaz mislim, da je to en zelo pomemben korak v tem smislu, da proces, ki se je začel in je imel nekaj odločilnih korakov že storjenih, bo trajal. Ali bomo iz tega procesa prišli kot nov način življenja cerkve, pa odvisno od nas vseh, ker smo vsi povabljeni v ta proces, ne? Škofi imajo svojo vlogo, strokovnjaki imajo svojo vlogo, kot se je pokazalo, zdaj, ko so bile izluščene teme, da morajo oni. Skratka, vsak ima svojo vlogo glede na celoto in znotraj celote. In mislim, da počasi je to tudi veliko znamenje upanja v eni naši, tudi slovenski cerkvi, ki, kot vemo, v mnogih ozirih upada mrščem. Ne gre za to, gre za eno globok proces spreminjanja in to dejansko je ena ogromna priložnost, ki jo Duh daje cerkvi nam, vsem kristjanom danes. Hvala. Omenjate to priložnost, ne? Torej, če pogledamo sam proces, torej celotne sinode, je potekala na nekako, lahko bi rekli, 3 ravneh, torej najprej na nacionalni, potem kontinentalni in na koncu še na ravni celotne cerkve. Pa če morda začnemo doma, tam, kjer nam je najbližje, kako ste zadovoljni z potekom torej samega procesa sinode, kot je potekal v Sloveniji na nacionalni ravni, oziroma, če se vprašam drugače, kaj je ta proces sinode recimo prinesel slovenski cerkvi, kaj je danes morda zaradi tega pri nas v slovenski cerkvi drugače? Pa, mogoče gospod Škof spet. Tukaj v bistvu, da vsi lahko zdaj o tem govorili, zato ker smo vsi nekako vpeti v ta proces. Morda samo za začetek, tako bom kar predpostavljam, da poslušalci o teh stvareh že seveda veliko vedo. Zato se pravi, prvi faza procesa je bila res usmerjena na bazo, na župnije in je bil največji poudarek, dajmo se poslušati in spregovoriti, kje vidimo svoje probleme, kaj si želimo, kako vidimo cerkev. In jaz bom zdaj, in smo potem izvedli ta proces poslušanja sorazmerno
tako po vseh župnijah, škofije in škofij in je na koncu nastal ta nacionalni projekt. Jaz bi zdaj, zato bom šel čisto na koncu, refleksijo tega pravim, da morda je tukaj smo mi bili sodomečkeno v taki situaciji, da smo takih procesov poslušanja že kar nekaj dali skozi v zadnjem času v cerkvi, ne, in rezultatov ni bilo nekih konkretnih. In zato je bilo že na začetku tukaj kar majčkeno skepse, na zadržanosti. Potem je pa morda drug vidik ali pa drug vzrok te zadržanosti, pa tudi kritike, da ni se stvari tako razsvetela v tej prvi fazi poslušanja, je bilo tudi to, ni bilo dejansko dovolj določeno, diferencirano, o čem pravzaprav se želim pogovarjati. Ne? In smo se, dejansko je bil pogovor sprožen vsem. Mi pa vemo, recimo zdaj se je potem sredi procesa se je to pokazalo, da o določenih dogmatičnih stvarih, disciplinarnih stvarih se ne razpravlja med nestrokovnjaki, ne, da so to vendarle strokovni, mi ne moramo o boleznih razpravljati tako na cesti, ampak morajo biti strokovnjaki za to. In smo s tem majčkeno zapravili ta vstopni moment in ljudje so videli, da nekega premika, preboja recimo ne bo na ta način. Rečem pa in tu zaključim, pozitivni vidik tega, kljub temu tega majčkeno bolj entuziastičnega začetka pa je bil to, da smo rekli, potrebno se je poslušati. In ta vidik poslušanja smo počasi ugotovili, da nam ga zelo manjka, da ga ni, da je odsoten in da tudi po tolikih letih, ko smo zdaj vidimo, da imamo tukaj pravzaprav še največ težav. Zato, ker v ta poslušati se namreč najprej mislimo drug na drugega, ne, kako se poslušamo, v bistvu bi mogli pa v cerkvi seveda najprej misliti na Svetega Duha, kako ga poslušamo. In tu vidimo, da imamo težave še danes. Se pozna kakšna, recimo, ja, napredek na tem področju? Zdaj je to tematizirano in to res mislim reči, ta stvar je tematizirana, dobro, tam, kjer smo recimo delali tako načrtno pa vztrajno, ker to je pač potem odvisno od skupnosti, se pozna. Jaz sem bil zdaj recimo, če lahko rečem, na naših konferencah, recimo duhovniških, ki so po dekanijah, in sem ugotovil pravzaprav, da v tem letu več nimamo klasičnih konferenc v smislu, da bi nekdo predaval, pa bi potem bil kak odziv ali pa ne bi bilo odziva, ampak da se na temo, ki je dana za tisto konferenco, se pripravijo ljudje doma, potem pa imamo statemente in imamo kroge poslušanja. In so mi rekli dekani, da postopoma se vidi, da malo v tem napredujemo, ampak rabi se leto, dve, da gre ta proces nekako naprej. Kako ste vi videli ta slovenski del, recimo, sinode? Prvi. Sigurno se je videla razlika od škofije do škofije, malo je bilo odvisno, koliko je bilo spodbujeno, koliko so po posameznih župnijah zagrabili. Zagotovo tudi jaz sem srečala marsikatero skeptičen odziv, ne, zakaj spet to, sej mi bomo vse povedali, ma itak noben upošteva, ne, itak bo isto naprej, tako da to je bil tisti glavni, se mi zdi, odpor. Drugače pa moram reči, da tisti, ki so se vključili, vsaj kolikor je prišlo do mene, so bili hvaležni za to, da se nekdo zanima, kaj mislijo, tudi to, da je mnenje vsakega enako vredno, ne, da je enako pomembno, da ni neke hierarhije, kaj misli eden, kaj drugi, ampak da je bilo izpostavljeno to, da vsak ima nekaj pomembnega zadati. Gotovo je, mogoče še potem, ko povežem, malo preskočim na kontinentalno, pa tudi mi, ker Slovenija smo nekje vmes med zahodno pa vzhodno Evropo, recimo tam je bilo zelo zanimivo, ko so z vzhodne Evrope velikokrat poudarili, da so bili ljudje kar malo presenečeni, da lahko govorijo. In tle mislim, da je Slovenija tudi malo še notri, ker v času komunizma je bilo potrebno biti tiho. Potem pa naenkrat si izvan, zdaj pa povej, ne. In to vem, da je tam marsikakšna država, tudi ko smo se srečali vmes med pavzo, rekli, da so bili ljudje kar, to se hecajo, ali to resno mislijo. Tako da z tega vidika, da se zanimamo drug za drugega, tudi za najmanjšega človeka, kaj ima za povedati, je zelo dobrodošlo in to je cerkev in to je tisto, kar moramo delati na tem naprej.
Potem drugi korak je pa res to vzeti, ne zares, ne samo nekam zapisati, pa spet pustiti, ampak da te nekdo tudi upošteva. Recimo mi je bilo zelo zanimivo, ko smo z mladimi se večkrat srečali. Prvič so bili čisto navdušeni, vse so povedali, ne? Jaz bi jih najrajši zapakirala v kovček in peljala gor v Prago, ne preč Kofe, da povejo. In so tudi z eno viro, da želijo in so dali take lepe usmeritve za cerkev naprej. Potem, ko smo se drugič dobili, je bilo že, pa saj smo že vse povedali. Mi bi radi zdaj, da se vidi, da se pozna. No, tako tle se mi zdi, da je najbolj res to, kar je bilo rečeno, se slišati, potem pa torej živeti. No, tle se mi zdi, da nas še malo zmanjkuje, živeti skupaj, ustvarjati skupaj, biti kreativni skupaj. Tukaj imamo Slovenci še kaj za narediti, no, da si nismo nasprotni in da se bojimo drug drugega, ampak da stopimo skupaj in da steče ena ustvarjalnost. To mogoče nam še manjka. Kako ste vi videli, gospod Bahovec, slovenski Jaz bi protest? najprej z ene manjše škofije rekel, kaj se mi je zgodilo. Dva možaka, ko 70 let stara sta bila in sta rekla, 30 let sem že v Fari in v lokalni skupnosti tisti, ki je res vodil življenje. In prvič sem pozvan, da nekaj spregovorim iz te izkušnje. Meni je to tako ganil, da smo postali cerkev, ki prisluhne tako, kako teče življenje ljudi. Bi dopolnil mogoče to, kar je Škof rekel, seveda treba spregovoriti o problemih, ampak treba tudi spregovoriti o tem, kar je bilo že narejeno, ker to, kar zdaj delamo, se povezuje s tem, kar je že storjeno, ampak potrebuje eno dopolnitev. Jaz mislim, da ne samo slovenski človek, tudi širš, je v eni zagati postal. Mi nismo navajeni niti spregovoriti, tako da nas drugi posluša, niti drugega poslušati, kaj še je, da bi videli, kaj nam skupaj govori. Ali smo navajeni v projekt kontra, ampak to ni način, s katerim se vidi, govori cerkvi in kako smo kristjani med seboj povezani. Tako da jaz bi sam 3 stvari rekel iz tega. Prvič, to je bila ena vaja in ta vaja je bila marsikje zelo dobro narejena. In smo se naučili, da je temu dobro zaupati. Jaz vidim danes precej okvirov, kjer je način tega pogovora o duhu, ko najprej se v enem krogu spregovori in se v drugem krogu odmeva na to, kar smo slišali pri drugih, ne da sebe hočeš uveljaviti, ampak da slišiš, kaj drugi govorijo, da bi prišli, kaj drug govori skupaj vsem, kjer se strinjamo, kjer so težave, kjer so tudi napetosti, karkoli že, ne. To v nekaterih krogih teče in mislim, da mi smo tisti, ki moramo nekako skrbeti, da se to širi, ne. Druga stvar, ki bi rekel, zelo jasno se je pokazalo, katere vsebine so za našega človeka pomembne. In to mislim, da je tisto, ki je bilo prav da odprt. Drugo vprašanje pa je, ampak to so zdaj na svetovni ravni lepo rešili, vse teme niso v vsak krog odpreti, da, ne pa potem, kako iti proces naprej. Torej, zastaviti procese naprej v primernih krogih, mislim, tudi tukaj je bilo precej narejenega, je pa to stvar odprtosti. Do katere mere se bo pokazalo, bomo videli, ne. No, in tretja stvar bi rekel, gledajte, za Slovenijo iz tega prvega dela. Slovenci smo kulturno malo zadržani pred tem. Mislimo, da je glas cerkve, da so duhovniki, da spregovorijo strokovnjaki in nekako ne zaupamo človeku, da bi svoje izkušnje spregovoril. In tukaj je treba narediti premik, ki zahteva daljši čas, ne. Tukaj je rekla sestra Anja pri mladih, ne, je pa ta nevarnost, da se navdušiš, potem pa, ker je tako kot vedno v življenju, ne gre vse gladko, te počasnost včasih zaustavi. Moramo vztrajati. Ko boste šli mogoče kdaj v Šarter, je tam na tleh cerkve od leve do desne strani ogromen labirint. In tisti labirint je dejansko pokazatelj, kako cerkev vidi duhovno življenje. Ko vstopiš noter, 7 krogov je, ampak ne tako, malo tako cik-cak, ne. Ko stopiš noter, si zelo kmalu, skoraj v centru. Potem greš pa po tisti poti v krog in prehodiš vse poti, zelo daleč stran od centra, da nazadnje prideš skupaj. Treba je vztrajati in na tem vztrajanju prihajajo preizkušnje. Zato je res pomembno, da se teh preizkušenj skupaj lotimo, ker gre za temeljit premik drugačnosti cerkve, ne. In to ni delo 3 let, ne. To je delo, ki bo trajalo desetletja. Bolj točno, ne, papež je rekel, da to je način
za katerega želi Bog, da je način cerkve v 3. tisočletju, ne? Torej počasi, ne prehitro. No, te ideje oziroma poglede, izražena mnenja, ki so se potem, kot pravite, pokazala na teh lokalnih srečanjih, ste potem med drugim ponesli na kontinentalno srečanje. Zdaj, kdor je to spremljal nekoliko od zunaj, je bilo zaznati bom rekel, kar nekaj trenj, no, vsaj kolikor je zadeva recimo prišla prek medijev v javnost. Pogledi so bili precej različni glede na recimo različne države, morda celo dele posameznih držav. Kako je potem vse skupaj potekalo, oziroma kako ste se že na ravni recimo Evrope, ne, ki je v tem kontekstu precej raznolika od recimo izrazito liberalnih držav ali pa cerkva, kot mislim katoliških nacionalnih cerkva, kot so nemška, nizozemska in podobno, ne, do recimo nekoliko bolj konzervativnih, ne, kot so ne, Poljska, Hrvaška in druge. Kako recimo je potekala ta razprava, kaj je prevladovalo oziroma kako ste potem prišli do nekega zaključka na tej ravni Evrope, recimo? Meni, kar najbolj ostaja, bolj me boste dopolnila, meni osebno je najbolj ostala ta razdelitev, tako če potegnem eno rdečo nit, od unga večurnega poslušanja, ne, tam smo ne 3-4 dni, cele dneve poslušali različne države. Predvsem ta razlika med vzhodom pa zahodom. Se mi zdi, da vse države iz vzhoda Evrope so na nek način klicale k eni treznosti, k eni globini, k eni tako, da dajmo se ustaviti, nismo se še dovolj naučili od mučencev, nismo še dovolj se pustili preoblikovati zgodovini, ki nas je mučila, preizkušala, dajmo tle se vrniti k izvirom, iti v eno globino. Tako se mi je zdelo kot en tak klic, da je prihajal z njihove strani. Na drugi strani Zahodna Evropa, ki se mi zdi včasih tako, kot da ima malo preveč časa, ne, še, da je še v enem takem blagostanju in da prihaja z velikimi ideologijami, kjer se je precej poznalo tega, ne, da zdaj ima že vsak pravico za vse, ali pa da vsak hoče potem biti nekje upoštevan in je malo šlo tako, kakor malo v drugo smer. Potem jaz sem vedno občudovala na koncu tisto, ki je bila izbrana, ne komisija, ampak no, ko se reče, pač tisti organ, ko so potem pisali celo noč, potem ta zaključni dokument, ker je res izziv spraviti skupaj tako raznolikost, bi pa rekla, da se je čutil en tak krik cele Evrope, da čisto vse države pa čutijo, da se poslavlja ena oblika Evrope, da začenjamo eno novo dobo, in da tudi se je čutil ta klic k vrnitvi k koreninam naše vere, k evangeliju, k zakramentom, v bistvu k vsebini. In da bi to vsebino najprej odrasli zareživeli in jo potem predali preko življenja, in kjer je treba tudi z besedo predali potem novi generaciji. Jaz mislim, da ta krik, ne več klic, ampak prav krik se je čutil, tako, če povzamem. V Pragi moj, ko bi rekel, odmev bi bil najprej ta, lepo je bilo biti skupaj, zelo lepo je bilo biti skupaj. Jasno so bili nekateri ljudje, nekatere skupine, ki so imeli svoj interes uveljaviti, se pravi svojo partikalno rešitev, zelo močen vpliv je bil tudi malo zunaj teh bolj liberalnih krogov, ki so se tudi izrazili mogoče bolj v nemškem govornem prostoru. Ne samo nemški sinodalni proces, ampak tudi širš, ne, to, kar je sestra Anja omenila. Ampak tisto, kar se je pokazalo tudi v majhnih skupinah, ker smo poslušali po državah in potem v majhnih skupinah se pogovarjali v tem krogu, pogovoru duhov, je eno globoko, ko bi rekel, ne, čutenje s človekom danes. Ne. Torej, prisluhnili smo dejansko življenju v različnih delih Evrope. Ampak zakaj sploh Evropa? Ker je zelo pomembno, da se kulturno podobne regije srečajo. Ne? Tako, potem tudi Latinska Amerika, Afrika in tako naprej, ker ne moreš vseh stvari delati samo na svetovni ravni in na ravni posameznih dežel, škofovskih konferenc. In tam se je pokazalo,
da imamo veliko skupnega, predvsem pa da imamo skupno to, da moramo skupaj iti pot prenove, pot iskanja, pot globine, to, kar je sestra Anja rekla, ravno kar ne, vrnitev se k res izvornim koreninam, hkrati s tem pa biti občutljiv za stvarnost danes. In tukaj je mogoče res zanimivo, da niso prevladovale te, ko bi rekel, partikularne težnje, ampak da se je šlo v smeri, jaz bi temu rekel, razločevanja duhov, kaj pravzaprav duh hoče povedati. Ne, da prezremo kogarkoli, ampak vendarle ne gre samo za posamezne skupine. Ne gre samo za, kaj jaz vem, velika te vprašanje ženska diakonata, pa druge stvari, ne gre za to. Gre za stil cerkve. To je pa tam tako očitno, da sem res prišel z enim veseljem iz tega srečanja. Jasno pa je, da je to zahtevna naloga, torej da smo na poti. Mislim, da je tudi bilo razbrano, tudi kasneje, če se navežem, da je prav, da se včasih še srečajo kontinenti ali deli kontinentov. Zakaj? Ker moramo skupaj razmišljati o tem, kako iti naprej. Tudi ta različnost z vzhodom Evrope, srednjo Evropo, ki smo imeli pač izkušnjo komunizma, in vzhodom Evrope zelo veliko je bilo prisotnosti grkokatolikov iz Ukrajine, iz Romunije, in so bili zelo, smo jih želeli poslušati in so bili slišani. Glejte, to je identiteta Evrope. Zaključil bi s tem, ne znam ta sinodalni proces, ki je imel Evropsko srečanje, tudi sicer je za Evropo strahotno pomembno, da se vrnemo k koreninam. Zakaj? Ker takrat smo dobili tisto, kar nam daje rast. Ves čas, ne? Danes po vseh teh velikih spremembah mi nismo navajeni živeti v mnogih okoliščinah. Mi smo mislili, da Zahod, demokracija bo cerkvi prinesel eno svežino v smislu dobrega. Rezultat ni to, ker Zahodna Evropa dejansko je bolj sekularna kot večina držav, ali pa mnoge države srednje in vzhodne Evrope, ne? Torej skupaj se moramo napotiti na tej poti. Je pa, če smem samo še tako reči, pogledajte, je pa zelo, zelo zanimivo, da mnogi narodi, od katerih nismo navajeni, da poslušajo manjše narode, so to tam naredili ta obrat. Tako da veliko upanja je. Ali bomo Avstralija, pa seveda vprašanje daljšega obdobja. Gospod Matjaž, če imate še kakšno izkušnjo iz Evrope in morda potem naprej, ko ste bili tudi potem kontinenti skupaj združeni, ne? Tako, ste v bistvu sta oba zelo dobro to stvar nakazali. Mislim, da mi samo ena točka tukaj ostane, da poudarim to, kar je zdaj tudi nazadnje bilo rečeno. Pokazalo se je namreč, da je Evropa zelo precej različna, zelo različna. To smo potem videli tudi na sami svetovni sinodi v Rimu. In je bil ta vtis na začetku res, da so recimo ti močni stari katoliški narodi, kjer je pa zdaj vera zelo šibka, so prišli tja zelo organizirano z ekipami, z tudi močjo, in v prvem momentu se je videlo, da bo to šlo kot en valcar čez vse in nas bodo enostavno povozili. In so bili v vseh skupinah najmočnejše, najbolj dobro organizirani. Počasi se je začelo malo upora ljudi, ki imajo izkušnjo vere in izkušnjo preganja in vse to, in to je začelo prodirati, in na koncu smo res potem prišli do, na koncu rečem zdaj, mislim, da je bila posledica Rima, posledica tega, kar se je v Pragi dogajalo, to, da smo potem res vsi zahrpeneli in smo pričakovali, da bo v Rimu drugačno izkušnjo, da bomo tam res živeli katoliško vesoljnost, in je na nek način posledica tega bila tudi to, naprimer, da tam ni bilo več organiziranih nemških jezikovnih skupin, in smo bili, in je bila velik poudarek na teh veliko jezikih, ki ni, da je tolkim ljudem primarni jezik, ampak nek drugi jezik, do katerega moramo imeti vsi nek pristop kot do nekega drugega. Tam so v Pragi je dominirala nemščina, Nemci so bili najbolj organizirani. Na svetovni sinodi potem več nemščine ni bilo kot jezika, in sem videl, da so se tudi recimo veliki, naprimer Francozi,
odločali, da bodo šli k skupinam, kjer je bil to njihov drugi jezik, da dobijo drugo izkušnjo. In Nemci so se tudi vključili so mogli biti pri angleških, pri italijanskih in tako. In to je naredilo že v prvi teden en drugačen pristop, stvari so postajale bolj globalne in to nam je vsem zelo koristilo, ta izkušnja potem vesoljnosti. Preden zaključimo morda prvi sklop in damo priložnost tudi publiki na to, rekel, najprej potek oziroma samo tehnično izvedbo. Morda še čisto na kratko me zanima, torej za vse tri, je torej do zdaj sinoda izpolnila vaše pričakovanja ali morda še ne kje, oziroma če ne, kje še ni? Ne, tako mi je začetek. Ne, zame bo zares sinoda, kot se bomo zavedali, da smo eno občestvo in eno telo, kot bi rekel Pavel, in da bomo to tudi, kako bi rekla, okusili vsi, ki smo v cerkvi, da smo pomembni drug drugemu, da znamo stopiti skupaj, da se veselimo, da pridemo skupaj, da se slišimo in da prav, ko damo prostor Svetemu Duhu, torej ljubezni, se zgodi ena kreativnost in skupaj lahko nekaj lepega nastane. Jaz sanjam o tem. No, jaz bi rekel, kolikor sem imel tudi težke ure in težke trenutke v tem smislu, da ta tema ni tako slišana, kot bi želel si, da bi bila slišana, pa vendarle vstopili smo v proces, vsa cerkev je v procesu in to je že en zelo pozitivni rezultat. Pravzaprav gremo v pravo smer, zato ker gremo k tej koreninam, k bistvom, k identiteti in prenova se vedno dogaja iz izvora. Se pravi, izvor pa je tukaj Sveti Duh, Božja beseda in potem liturgija in iz tega se bo dejansko potem tudi občestvo, kultura, komunikacija recimo začela spreminjati. Gotovo bi si želel marsikaj več, kot je vsaj v okolju, kjer človek živi, včasih prisotno, ampak to je sekundarno. Primarno bi rekel, jaz mislim, da se ne bo dalo ustaviti procesa. In tudi, če okolje, v katerem mi smo primarno, kaj se župnija naša, ali pa kaj se slovenska cerkva, ali pa kakšno gibanje, kjer človek je, ni toliko intenzivno vključen, nič ne de. Bodo drugi naprej ta voz cerkve potegnili, to sem pa siguren. Proces pa traja dolgo časa, ker dejansko sinodalnost je stil. Sinodalnost ni način, kot smo v 50 letih doživljali sinode. To je počas organski razvoj bil. Je prav, da se je tako začel, je prav, da sinoda v družini je dala prvič, da smo poslušali glas ljudi, ampak zdaj smo videli en korak naprej, ko bi rekel, kot novo stran te prenove cerkve, ki se je zelo močno začela z drugim Vatikanskim koncilom in seveda 50 let se je pripravljal, 50 let smo od takrat dalje, malo več in bo še trajalo, še 2-3 generacije, da rastemo. Krik, pa ne samo mene, mnogi, ki smo tam bili, pa ta, kaj je tisti delež, ki lahko storimo. In te 3 besede, ki so pa že uvodoma jasne, da so središčne besede sinode, ne? Občestvo, kar pomeni biti cerkev kot povezana skupnost na način, ki je tipičen samo tam, kjer je Sveti Duh, ker daje povezanost. Ne? Se pravi, ne samo imeti osebne odnose, ampak tudi to, kar je poklican biti sol za svet, ne? Občestvenost, poslanstvo, torej biti ne zase, ampak za svet, to, kar smo videli recimo pri mnogih ljudeh, tudi pri našem Pedru Opeku, njegova skupnost, kjer je doživel to poslanstvo, kaj je vrgla v poslanstvo, nas more cerkev vršiti v svet. Ne? In tretja stvar, participacija, soudeleženost, torej ne gre več samo za sodelovanje, ko župnik rabi pomočnike, da nekaj naredimo, ali ko rabi škofja ali kdorkoli svetovalcev, vse to poteka še naprej. In zato, da smo dejansko s krstom soudeleženi. To je tako velik premik, da zahteva čas, ne? Da bi edin to povabil, da nas ne bo strah ovir na tej poti. To je edina stvar, ki me je strah, da bi nas ovire onemogočile in da bi se ustrašili, da gre prepočasno. Duh dela s svojim načinom. No, in kot smo soudeleženi, vsi bi na tej točki odprl prvo opcijo za vprašanja iz publike, pa morda če kdo v dvorani, oziroma gospod Andrej, če je kakšno vprašanje morda na Zoomu.
Izvolite. Bomo začeli v dvorani, pa nadaljevali. Marjeta Pija, vprašanje, kaj je pripomoglo konkretno, da iz taborov ste prišli v občestvo, ki posluša? Če pomislimo vzporednico Praga, Rim, kaj konkretno je vam pripomoglo? Jaz bi dodal mislim, k temu vprašanju bi dodal samo dve stvari, ki sem jih povedal. Prvič, precejšnja ponižnost odnosov do svetega duha. V Pragi, pa tudi na kakšnih teh lokalnih srečanjih sem doživel, da dejansko ljudje smo želeli prisluhniti, kaj sveti duh govori cerkvi. In zato smo tudi bili odprti do drugega, ta odprtost, primarna odprtost do drugega, da bi skupaj prišli. To nas je vrglo ven iz mehurčkov, bi rekel, cepin, oziroma iz zaprtih krogov k temu, da slišimo drugega. Druga stvar pa mislim, da je tudi zelo pomembna. Situacija nas je tako dotovkla, da smo sami postali precej bolj ponižni in bolj počasi, ampak bolj globoko skušamo si odgovoriti na stvari. Torej, Bog bo že poskrbel, da bomo šli korake naprej. No, tukaj bi lahko nadaljeval, da je morda ravno ta proces tega uveljavljanja, tega tako imenovanega pogovora v duhu ali krožnega pogovarjanja dal neke pozitivne rezultate. Da je v Pragi se je videlo, kjer so prišli, da ne rečem na tej lokalni ravni, je bilo tudi malo drugače, ampak na Pragi so ljudje prišli res z pripravljenimi koncepti in se pogovarjati in podeliti. Ampak so v tem konceptu ostali. Mi smo pa recimo zdaj v prvem delu sinode skupnega zasedanja smo prav tako še imeli, smo si lahko prej izbrali en kontekst, eno temo in smo se na to temo pripravljali in smo imeli sicer te pogovore v duhu, ampak smo bili pač ločeni tudi po krogih na določene teme. Zdaj v tem drugem delu oktobra lanskega leta smo pa morali biti pravzaprav vsi pripravljeni na vse. Po eni strani so se teme sfokusirale, tudi to je nekaj, da bolj vemo, o čem se pogovarjamo, o čem razpravljamo in smo se mogli na to vsi na vse pripraviti in potem je bilo resno upoštevan in vedno bolj resno upoštevan tako imenovani drugi krog. Se pravi, in to je bila po mojem tista šola svetega duha, upoštevanje tistega drugega, tako z malo kot z veliko pisano. V prvem krogu tvoje videnje zadeve, potem pa resno prisluhniti drugim videnjem. In v drugem krogu je bilo to zbiranje oziroma to poslušanje in odmevanje tistega, kar smo slišali. Tako da vidim, da tu je en napredek, da mi pravzaprav res, to sem že prej na začetku rekel, ugotavljamo, da kolikor imamo veliko svetega duha na jeziku, tudi v molitvah vedno znova, ampak pravzaprav bolj ali manj sem tisti šef, v katerem se vrti, pa misli, pa taki določa stvari, jaz in moje mišljenje. In zato tudi je sistem, recimo, ki ga papež pelje, ki je hotel vedno znova stvari, pač ne predvidevati vse, kar se bo zgodilo, marsikoga sprovociral, da se je reklo, zdaj se pa ne ve, ni več jasnosti, vse kar nikako. Do tega zadnjega dokumenta, ker dajte določiti to in to, tako in tako, ampak še vedno smo ostali tudi v procesu, se pravi, to slišati, bolj prisluhni drugemu in bolj je možnost, da ti spremeniš, da obogatiš in boš na koncu malo drugače razmišljal, kako si razmišljal prej. Še kakšno vprašanje? Omenjeno je bilo povezovanje. Ko stopiš v cerkev, so samo stari ljudje, ena generacija popolnoma manjka. Pogrebi. Ta stara generacija, ta mladih sploh ni. Še eno vprašanje off the record, ko sem bil v Kopru pred časom, polet 1500 let je bilo nekaj takega, pa sem cerkovnika sprašal, kako je to, kakšne so perspektive za mnoga škofa. Je rekel, 8 krogov je že bilo. No, potem pa iz cerkve pride
obvestilo, da ga bodo celo iz Murske Sobote potegnili naslednika. No, mislim, vidim, da so težko situacijo v cerkvi. Okay. Dajmo se mogoče držati teme, no? Če se da, mogoče imamo še kakšno vprašanje. Ja. Torej, poskušam zastaviti svoje vprašanje, pol pa imamo dve bolj administrativni vprašanje, daljinsko. Jaz se bi vrnil na prvi del, Slovenija in priprava, ne. Mislim, da ste delom imeli Igor in sestra vi tudi in Škofa, ne, da je bilo ta zadeva nekako odvisna od župnije do župnije. Ne. In jaz sem pričakoval, da se bo začela neka animacija po župnijah. Seveda, glede na to, da smo v srednjeveškem modelu cerkve, kar pomeni hierarhija od zgoraj navzdol, od spodaj pa bodi tiho, prej, pay and obey, ne, v tem stilu, malo angleščine. Je seveda bilo veliko odvisno od tega, kako je katera župnija ali dekanija k temu procesu pristopila. Ne vem, zdi se mi, da tukaj, ne glede na vse skupaj, tudi laiki, zlasti laiki, nismo odigrali svoje vloge in to, kar je gospod povedal, ne, jaz sem ta generacija, mi kot generacija baby boomerjev, ne, ali pa še malo potem, smo zgrešili. Nismo dovolj govorili našim otrokom, nismo dovolj katehizirali doma, ne. Jaz imam tukaj na svojem mobitelu napisano to, kar se mi zdi, da je pomembno. Za vsak dan, čeprav moji otroci so že odrasli, ampak poslušaj Izraele, Jahve je tvoj Bog, Jahve je edini. Pravi, zabičuj te besede, ki jih zapovedujem svojim otrokom in govori o njih, ko bivaš v svoji hiši, ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš in tako naprej. Ne? Kolikokrat smo v avtu ali pa smo bili v avtu in nismo otrokom govorili o Bogu, pa bi lahko na poti. Ne? Te stvari Svetega pisma. Kot generacija smo malo zgrešili. Jaz bi tle šla v zagovor mladim malo. Mladi so in imajo tudi marsikaj za povedati in jaz mislim, da je starejša generacija preveč govorila in premalo živela mogoče ali pa premalo pričevala, če rečem tako, ker veliko je bilo tega, tako je, tako smo rekli, tako bo, recimo 50 plus je to še šlo. To, kar so rekli starši, to smo naredili, ali pa 45 plus, zdajšnja ne. Zdajšnja želi kot Tomaž otipati ostalega Kristusa, izkusiti, naj se vidi med nami, da dišimo po Kristusu, hoče odnose. Če so odnosi, če je nekaj preko odnosa, torej da se čutijo slišane, da zaznajo tudi eno smiselno vsebino, da razumejo, potem so takoj tam noter in so zelo žejni in rabijo pa tudi prostor. Ne, recimo v Pragi smo dostikrat slišali mladih ni, mi smo bili tudi edina država, ki smo povedali o mladih, ne, niso bili mladi, od mladih poročali, kaj so oni rekli. Torej, kakor da mal ne najdejo niti prostora, ker bi radi prišli tudi z nečim novim. To se mi zdi, no, da iščejo tudi pričevalcev, ne prepričevalcev in da je bilo veliko prepričevanja, premalo pričevanja in tudi recimo mi ostajajo tej stavki, ko sem jih spraševala, preden smo šli v Prago, ko so rekli, da pogrešajo odrasle, ob katerih bi zaznali, da res verujejo v to, kar govorijo. Da je dosti praznih besed in da želijo manj besed in več življenja v cerkvi, kjer bi se čutilo, da živimo evangelij. In da si želijo za to eno permanentno formacijo za odrasle, so rekli, ne za nas, za odrasle. Torej, da bi zares živeli vero, oseben odnos s Kristusom in ga potem sploh ni treba kaj dosti govoriti, ker ga okusiš ali pa ga ni. Ne, in to se mi zdi, da manjka, da je zmanjkal ta prenos prav v tem, da ni bilo iz odnosa, ampak je bilo veliko še nekih pravil, postave, zapovedi, to pa ni to. Naša vera je vera res odnosa, vera osebnega izkustva, ki ga lahko potem
pričujemo, mogoče. Dobro, da ne bomo predolgi, jaz imam samo še, mislim, da smo dolžni tudi tam, ki so na Zoomu odgovoriti na dve vprašanji, ki sta zelo skupaj. Ali je sklepni dokument srečanja v Rimu že izdelan in ali je sklepni dokument že preveden v slovenščino? Vprašanje lahko kar odgovorim tukaj, da ne grabim časa. Dokument je izdelan, srečanje v Rimu izdelan, dobite ga na vatikanski spletni strani, je v angleščini, drugih jezikih, slovenski, mislim, ne vem, se še prevaja. Lahko to morda res se rečem jaz kakšno besedo k temu. Res, da je zdaj je v zadnji fazi in bo morda v naslednjem tednu ali pa vse v 14 dneh, da bo išel. Vendar le rečem to. Vsekakor smo tudi bili malo zaprepaščeni od začetka, zakaj tako dolgo nastaja ta prevod v slovenski jezik. Mi smo takoj, ko smo prišli v Slovenijo nazaj, s tole ekipo, ki je zdaj malo tu, pa še kje dvorani smo, v bistvu si prevedli, smo dobili delovni prevod, smo si naredili delovni prevod. Potem so nam odsvetovali, da bi ta delovni prevod izdali, da bi dokler ne dobimo originala. In sem potem nazadnje vendarle videl, v čem je bil pravzaprav razlog. Na veliko presenečenje je tudi uradni, se pravi, mi smo, takoj je bil dan na spletno stran uradni italijanski prevod, uradni italijanski izvod, se pravi, to je bil originalni jezik. Čakali smo pa vsi tudi na uradni angleški prevod, ker večina vendarle ni dostopna do italijanskega jezika. Na ta original angleški pa se je čakalo več kot en mesec dni. In s tem se je videlo, da so se pojavili dol dejansko tudi neke težave v sami centrali in to moramo vzeti v zakup. In ena težava je pa dejansko se je nakazala že na samem zasedanju. Dejansko ljudje, ko smo v generalni skupščini, ko je vsak prišel lahko do besede, in so se ljudje predstavili, odkot so in v katerem jeziku bodo govorili, se je slišalo sicer, v katerem govorijo, je sicer veliko reklo, da govori angleško, ampak so rekli angleško, govorim angleško severnoamerikansko, angleško latinsko, angleško indijsko, angleško afriško in tako dalje. Ta avstralsko, ta diferenca, da nimamo več skupnega drugega jezika, se pravi italijanščina na nek način je bila še razumljena kot eklezialni jezik, drugega jezika pa ni, je bil tukaj velik problem in zelo so se morali ukvarjati z prevodom, tako da smo dejansko po dobrem mesecu dobili še en original italijanski, na podlagi katerega smo zdaj preverili ta naš prevod in zdaj v teh dneh bo. Z noto, če smem še to reči, z noto, posebno papeževo noto, kako brati ta dokument, tudi to bo zdaj šlo skupaj, ker tukaj je bil tudi neka dilema, posebej še pri teh kritikih sinode, niso hoteli razumeti zdaj, kakšen status ima ta dokument. Namreč mi smo bili vsi pripravljeni, da bo tako, kakor je bilo običajno do takrat, da bo papež ta dokument, ko ga mi še zadnji teden, se pravi 4. teden sinode, smo se še spraševali, na koga pravzaprav naslavljamo ta dokument. Najverjetneje ne na Božje ljudstvo, ampak ga naslavljamo na papeža. On bo potem ta dokument povzel in bo iz nje naredil apostolsko spodbudo o sinodalnosti, recimo. In nas je presenetilo dejansko na tisto soboto, ko smo imeli potem glasovanje o vsakem členu, 150 členov je bilo, ko je na koncu rekel, s tem smo mi skupaj glasovali in s tem skupaj potrdili ta dokument, govoril je v pluralu, ampak ne v majestetičnem pluralu, kakor so ga hoteli potem še interpretirati, ampak v našem normalnem pluralu. Se pravi, mi vsi smo to potrdili in je to dokument sinode in tega dajem zdaj na Božjemu ljudstvu in cerkvi, da ga kot procesnega razvija naprej. Seveda to malo ni bilo dovolj za kanoniste, tako da je potem nastala ta nota, kjer se papež izrecno izrazi, da je ta dokument zdaj del rednega cerkvenega učiteljstva in da je v tem smislu definitiven. Ni pa normativen v smislu izvedbe, je potrebno izvedbene akte je potrebno šele pripraviti. Dobro. Mislim, da je to glih ena taka
primerna Ja, izstopnica? vprašanja so bile bolj za na koncu, ampak sem Aha, tako, da bo no, dal. se, Glede časovni, imamo še približno 20 minut, da potem odpremo še diskusijo, tako da če lahko malo, verjetno bomo šli malo čez čas. bi pa morda za začetek, kot ste že omenili, ne, je naravo dokumenta. Ne, v njem piše, da dokument ni striktno normativen, da njegova aplikacija potrebuje mediacijo in hkrati, da je potrebnost enotnost učenja, ki pa omogoča vendarle različne interpretacije nekaterih aspektov, še posebej pogojeno s kulturo in tradicijo. Zdaj tukaj na obeh zadevah se mi zdi, oziroma vsaj jaz kot laik lahko to berem nekoliko kontradiktorno, ne. Kako si razlagati, bom rekel, torej zdaj ta zaključni dokument sinode, oziroma a si ga lahko po svoje vsak razlaga tako, kot si želi, ali je tukaj neka jasnost, vendarle iz tega izhaja, v katero smer recimo cerkev naprej se podaja na pot. Ne. Torej, ali si bo vsak lahko to razlagal, bo rekel malo po svojem. Zdaj, to so taka vprašanja, ki seveda so presegajo, ker zdaj časa očitno nimamo to, da bi lahko šli na ta način z vsemi temi praktičnimi vprašanji, potem pa tudi z teoretičnimi vprašanji dokumenta naprej. Jaz bi rekel tako, če se obrnem na to vašo zadnjo besedo, dokument zelo jasno kaže smer, ni pa normativen, se pravi, ni disciplinaren, nobene disciplinske definicije ni dal ali ga spremenil. Tako da, ampak se ves čas, to, kar je bilo že prej tudi rečeno, govori o načinu, kako je treba živeti cerkev. Zdaj tisto, kar je ljudi, recimo disciplinarno, bi lahko bilo samo to, da bi bile zapovedane sinodalne strukture v cerkvi. Ne? Torej, to bi se še najbolj dotikalo, recimo za mi zdi, da tudi za naš slovenski prostor je ta četrti del, ki govori o spreobrnenju procesov, ne? Tako zelo povedano, nekjer govori o transparentnosti, rendikont, temule dajati obračuna, pa vrednotenju stvari. Se pravi, po eni strani, ne tako, vsi se bali, je bilo vprašanje, kako potem avtoriteta škofa ni več nedvomna, bodo lahko tudi nižji gremi odločali o zgornjih stvareh, recimo, ne? Ali pa drugo vprašanje takšno je bilo, torej ni 100% vezana oblast v cerkvi na zakrament. In tukaj, čeprav je to že strokovno vprašanje, tukaj je nakazana neka smer, da se oblast in zakrament ne pokrivata vedno, ne, da so stvari, v katerih se je potrebno soodločati in je potem ta oblast, ki je vezana z zakramentom, se pravi škofova, vezana na postopek, kakor je, recimo, kako je do tega prišlo. To zdaj tako zelo na kratko, ne, in to jaz vidim že precej revolucionarno v nekem smislu. Drugače, kar se pa tiče teh doktrinalnih stvari, je pa, kakor je bilo že prej rečeno, 10 tem oziroma 12 tem je bilo pa izuzetih iz razprave sinode in jih delajo strokovne skupine, ki bodo drugo leto ali pa letos, uradno letos, ampak izmerno tudi letos ne bodo končale, te rezultate predstavljali. In ena izmed, in tu smo zdaj v tej realni dilemi, ena izmed skupin 12. se ukvarja z adaptacijo cerkvenega prava, zakonika cerkvenega prava. Ker določene stvari so vezane še v zakoniku cerkvenega prava in je treba tisto spremeniti, da bo lahko župnik morda konkretno potem se drugače odločal ali pa da bo drugače lahko, kakor pa v praktičnih stvarih, kakor pa dela do sedaj. No, morda še, preden gremo naprej, ravno ste omenili te torej svete, ki so zelo konkretno recimo omenjeni v tem dokumentu, ne, torej gre, vsaj tako jaz razumem, ko sem to bral, ne, da se torej uvaja neke vrste nove strukture, ne, ki bodo bdele recimo nad financami, nad načrtovanjem nekih recimo planov župnije ali škofije, ne, ki bodo vključevali laike, hkrati se mi zdi, je poudarjeno, da hierarhija ostaja, po drugi strani pa te posvetovalne organe morajo, torej hierarhična struktura upoštevati pri odločitvah. Kako to v praksi oziroma kaj to v praksi pomeni zdaj za slovensko cerkev, za naše župnije, za naše škofije?
Glejte, seveda vas moram tukaj razočarati, ne? Ker tukaj ni z odlokom zdaj bilo rečeno, da se spremeni zakon, se pravi, da je gremi pravno odgovoren za rezultat, ampak je še vedno škof odgovoren za rezultat, za izvajanje recimo rezultata. Ne? Recimo proces, kaj svem, naprimer, s čemer smo zdaj precej okupirani, procesi zlorab, recimo nekaj takega. Normalno, da škof, recimo jaz naprimer nisem strokovnjak ne za pravo in ne za, bi rekel, psihologijo in za zdravstvo in tako dalje, moram pa sprožiti recimo te procese in jih zaupati različnim recimo strokovnjakom in gremijem, ki opravijo svojo nalogo, kakor jo že opravijo. Odgovornost, kazenska odgovornost je pa moja. Ne? Recimo, naprimer, ubogi profesor, ki se mu je reklo Jozef Ratzinger, ne? Kot se spomnite, da so ga še kot papeža potem, ko so ugotovili, da en dokument ni točno pogledal in ni točno se izjasnil in opredelil tisti duhovnik, sme še tam v Italiji, ne? Je bilo možno peljati proti njemu proces še pravzaprav v času, ko je bil papež. Ampak tale stavek so tudi papežu zastavili in se ga najde nekje noter v tem dokumentu. Pravi enostavno tako. Noben normalni škof se ne bo mogel odločiti drugače, kakor če je bil izpeljan proces tega normalnega posvetovanja, razločevanja in odločanja, to so ti trije, da bi se potem proti temu procesu on odločil. Se ne more. Ampak je pisano, se ne more. Cerkveno pravno je še vedno njegova suverenost. Ampak začel se je nek proces, ki bo šel naprej. Kako ste vi razumeli torej ta zaključni dokument in samo to, recimo, posvetovalna telesa? No, meni je fajn, da v dokumentu ni jasnih navodil. Tako pa mi je zanimivo tudi, koliko še tega rabimo, koliko kar čakamo in smo kar zmedeni, če tega ni. Meni se zdi pa ful fajn, da ni. Ker je bolj kot ne vem, navdihnjeno besedilo, ki je bilo recimo tam iz enega občestva, iz ene molitve, je prišlo ven, je kot eno, kaj duh govori cerkvi danes, ne, tako kot beremo v apostolskih delih, je mogoče tlele ena interpretacija za današnji čas, in je kot, saj jaz ga tako razumem, kot ena hrana, en navdih, da te nahrani to naše novo življenje, ki smo ga prejeli s krstom, in potem je vsak poklican, da v svoji konkretnosti, svoji realnosti vidi, kje lahko to razodeva, kje lahko to živi, a ne skupaj z drugimi, ampak je res v eni kreativnosti, ne vedno neka normativa, neki, kar ti drug reče in ti izpolniš. To je Kristus končal s tem, ne? Je prinesel res to novo življenje nam, da ga res razodevamo in zato je novo življenje bolj zahraniti, zagojiti in tako jaz tudi razumem te besede, ali zaznaš en ogenj duha tle notri ali ne in kako lahko to potem skupaj utelesimo. Bom rekel pa še to, no, oziroma kako vidite tveganje tukaj, da recimo lahko potem, bom rekel, neka nemška cerkev to vidi bistveno drugače kot poljska, afriška, ne katera, in da potem pride lahko na podlagi tega do morda razkola. Tle sigurno mora biti vključeno razločevanje, ki ni zdaj sam, da se jih 5 tako neki dobi in začnejo, ampak da je tudi še vedno en škof, ki bo na koncu bdel ali pa pokazal neki, no, pač. Ja, jaz bi se najprej vrnil k tem, ko ste rekli kultura in tradicija. Veste, kaj je tradicija? Tradicija je živ spomin in mislim, da prenos spomina v naši deželi slabo teče in slabo teče v cerkvi in to ni samo vprašanje, če smem dopolniti današnje mladine, to je tudi vprašanje naših generacij. Nismo nič bistveno boljše. Veste, od tistih, ki smo hodili k verouku, ko smo hodili v osnovni šoli, koliko jih je ostalo. Prenos vere je en velik izziv in zato smo se pa srečali, da bomo o tem razmislili, ne. Recimo na župnijski ravni je to prišlo ven, da je to prvo vprašanje za laika. In župnik je bil tudi tem odprt, torej tista lokalna cerkev, to je prvo vprašanje, prenos vere. Se ne nazadnje, sinoda o sinodalnosti je sinoda o načinu evangelizacije. To ni sinoda o spremembi struktur. To je sinoda o tem, kako
k prenovljeni evangelizaciji, k prenovljenemu prenosu vere je treba prilagoditi vse stvari, od struktur do kulture. Zate je gotovo to, da je papež že v Argentini zelo jasno, pa torej Latinska Amerika, ki je verna, ne v eni Evropi, ki ni verna, da to, kar smo mi mislili dolgo časa, socializacija prenaša moralne vrednote in verske prepričanja iz starejših na mlajše rodove. Ne deluje, je ni. Kako torej prenesti vero, če socializacija ne deluje? Pa saj smo stoletja mislili, da to deluje. Pa je tudi do neke mere delovalo. Torej, to je tisto, kar je en velik izziv te sinodalnosti in tukaj res za 3 korake, ki spremenijo naš način in jaz sem tega zelo vesel. Zakaj? Ker začetek tega dokumenta je res ena refleksija, kaj to sinodalnost je in to potrebujemo. Potem je pa vsi smo skupaj v tem čolnu. Torej, ne gre za to, da so samo duhovniki, pa katehistenje, pa ne vem kdo, kakšna sestra Anja odgovorna za katehezo, ampak da smo vsi soodgovorni za cerkev. In tukaj je temeljni premik ta. V nas je še zelo živo od bivših slovenskih srečanj, od pastoralnega občnega zbora, preko sinode in tako naprej, da bo dokument napisal ideje, torej načrte, potem bomo pa z neko voljo prišli do delovanja. To ne deluje. Danes se čisto jasno deluje en drug proces. Proces, da se najprej poslušamo, torej da vidimo, tako da se srečamo in papež uporablja zelo zanimiv izraz, tako da zremo, ker Božja trojica je zrla človeštvo, eno dokumentu piše, torej najprej videti tako, da te boli stvarnost. Ko vi govorite, in tudi sam vidim, kaj se vidi v slovensko cerkev, če to človeka ne zaboli, nekaj čudnega stane. Po drugi strani pa to nas kliče k odgovornosti. Potem, da presodimo in način presoje ni logika, način presoje v cerkvi je razločevanje. Razločevanje pa vedno skupnostno, nikoli ni razločevanje individualistično. Vedno je znotraj cerkve, znotraj tradicije cerkve, znotraj zgodbe neke konkretne cerkve. In to bo drugače v germanskem kot slovanskem prostoru, ker nismo čisto identični, bo pa veliko skupnega. Zagotovo je pa tukaj Afrika, veste, res drugačna. V Afriki in gre zato, ker jih povezuje, mi na Zahodu pa kar naprej hočemo govoriti, kaj nas od drugega loči. In se lahko ogromno naučimo od Afrike. In ko je razločevanje, se da predlog. Točno tako je ta dokument zastavljen. Na predlogu se pa dela, da bomo nekaj naredili. Torej, to ni normativni akt, ker smo preveč navajeni te. To je sad enega procesa cerkve, ki se je srečala, da bi poslušala skupaj Svetega Duha. In samo, če bomo ohranili in počasi širili dinamiko 3 krogov, pogovora o duhu, da se presoja na način razločevanja, in da seveda tudi škofje morajo odgovor za svoje dejanja, kot je prvi škof, prvi papež, Peter mora dati odgovor za svoje dejanja, in da je to čisto običajen stil in da med hierarhijo in ljudstvom je ena vzajemnost. In imajo veliko vlogo strokovnjaki, teh 12 vlog, ki smo zdaj slišali, tam imajo glavno vlogo strokovnjaki, ampak veliko vlogo ima in cerkev kot skupnosti majhnih in cerkev kot Božje ljudstvo in tukaj imamo veliko stvari, da iščemo kako naprej. Mislim pa, da Bog daje ogromen blagoslov, da smo v obdobju, v katerem je to nekaj živega, jaz sem tega zelo vesel, po drugi strani pa ne smemo pričakovati, da bo takoj to razrešen, to so dolgi procesi. Zdaj, eno področje, ki je kar obširno zajeto tudi v samem zaključnem dokumentu, je vloga ženske v cerkvi. Mislim, da je nekje noter citat, da neenakost med spoloma ni od Boga. Izhaja iz dokumenta tudi, da se nekako ženske v cerkvi počutijo zapostavljene, da je potrebno večjo vlogo posvetiti zgodovini ženskih svetnic in vlogi ženske sicer v odrešenju in cerkvi in dati ženskam več vloge v cerkvenih službah. Hkrati pa pove, da vprašanje ženskih diakones pušča odprto za nadaljnjo razpravo. Torej, kaj recimo je po tem dokumentu, po tej sinodi drugače recimo o vlogi žensk v cerkvi? No, se mi zdi
Tako, jaz sem dejansko bil v tej skupini skupaj z kardinalom Fernandesom, ki je odgovoren, ki vodi to 5. skupino, ki se ukvarja z vprašanjem žensk in ženske v cerkvi in tako recimo v drugem tednu te naše sinode je počel film, bi se tako reklo, ne. Ženske so protestirale, ker se teh tem ni odprlo. In ker ni bilo jasno definirano, kakšna je vloga in kdo so člani te skupine, da bi se lahko direktno na to skupino recimo tudi nekje obrnili. In potem je on mogel pripraviti, da dejansko dobil od papeža befel, da je čez noč pripravil en odgovor, en zelo jasen tak statement o tem vprašanju. In je bilo potem to približno tako rečeno, ne, da vprašanje, se pravi, gre za ključno vprašanje je to, kar je bilo tudi zdaj rečeno, vloga, mesto ženske v cerkvi, ki mora biti enakopravno in odgovarjajoče pravzaprav temu poslanstvu, ki ga ima moški in ženska v družbi, v družini in tako dalje. Se pravi, ne gre za enakost, gre pa za enakopravnost. In je potem med drugim on tudi to povedal, pravi, zelo, zelo veliko imamo še na tem področju za narediti, da bi se ta enakopravnost res lahko upoštevala. In predvsem, se pravi, hoteli pa so ločiti, tudi rekel, tukaj mi ne razpravljamo o posvetovanju, o sakramentalnih službah. In se je na koncu izkazalo, da so tudi ta nemški lobi, jaz bom tako rekel, ali pa tak zahodni lobi, zato ker je bil, malo bil nemški, švicarski ki so bili tudi tam še dobro organizirani, da se jim pravzaprav ni šlo, ne gre za sakrament kot za sakrament, gre se pa za službo oziroma za pozicijo v cerkvi. Ali imamo enakopravno pozicijo, službo v teh procesih, ki se vedno znova so se izpostavljali. Procesi razprave, se pravi, tudi za razpravo moraš biti opolnomočen, moraš biti povabljen, moraš biti vključen ali pa ne vključen. In morda imamo procese že tukaj, da sploh nimamo vključenih in opolnomočenih dovoljšno število, recimo res vseh, tudi žensk. Potem razločevanja, presojanja in potem odločanja, se pravi, in vodenja. V tej verigi se je to ugotovilo, da je pravzaprav ženski vidik bi bil zelo močen, zelo potreben in je zelo podhranjen. Vzrokov je pa veliko. To se pravi, in to je bilo odprto, da je potrebno tudi zgodovinsko potem zdaj še proučevati stvari in tam so se že tudi slišale te teološke interpretacije. Prva cerkev ni imela vezano, se pravi, diakonsko službo za sakramentalno službo, ampak je bila to služba, ta praslužba, prasakrament ljubezni. In to potem ni nobene ovire, da tudi ženska ni deležna tega. V tem smislu, če ste vprašali, a je napredek je, stvar je postavljena v proces, na nek način so pa tudi, se bodo pa vedno bolj jasno videle tudi tiste temeljne razlike, ker moški ni ženska, ženska ni moški. To menda smemo danes spet malo bolj korajžno reči. Se počutite zapostavljeno v cerkvi kot ženska? Odvisno kje. Tako bom rekla, jaz mislim, cerkev je poslana v ta svet kot sol in luč, torej da pričuje, in Bog je ustvaril človeka kot moškega in žensko, ni se zmotil s tem. Torej je dal ene darove, ene karizme ženski naravi in nekaj je položil moško naravo. In se mi zdi že tako lepo pri Jožefu Mariji, neki zve Marija, neki sporoči angel Mariji za oba, neki pa Jožefu za oba. In tako je tudi vsi, ki živite tle zakonsko življenje. Saj se dopolnjujeta, ne morete tekmovati, škoda, če moški in ženska tekmujeta. Pa smo kot te dve dlani, ne komplementarne, ne enake, ampak da se dopolnita zares v eno sodelovanje, v eno kreativnost. In jaz mislim, da to mora biti zelo, da je to poslanstvo posebej dobila cerkev, da pokaže temu svetu, kaj je bogastvo ženske, kaj je bogastvo moškega. In jaz mislim, da to manjka.
v naših krogih, tudi med posvečenimi, koliko malo tega sodelovanja med moškimi, ženskami. In tle zahteva od nas eno zrelost na obeh straneh, na strani žene, na strani moža, eno svobodo od samega sebe, da res ne iščemo nekih lastnih interesov, ampak da res skupaj se damo na razpolago Svetemu Duhu, da preko nas nagovarja, da preko nas deluje. In tle sigurno moramo več narediti, zato ker zdaj, ko je spet to aktualno, vse te istospolne stvari in samo Cerkev zaenkrat nima kaj dosti za reči, dokler ne bo pričevala, da znamo obojni skupaj stopiti, se enakovredno odločati. In jaz mislim, da ne gre toliko za tole, a je to zakrament, ni diakonisa gor, diakonisa dol. Bolj, kaj mi živimo v odnosih, kaj mi živimo, ko se dobimo skupaj, a lahko se slišimo drug drugega. In mi je hudo, če se še vedno v cerkvenih krogih sliši baba ali pa kaj imajo oni za reči, ali pa ženska nima kaj. S tem smo že zapravili, s tem pol boš, da utihnemo in nimamo več kaj govoriti svetu, ne. Torej, dati eno dostojanstvo spet moškemu, ženski, oba sta potrebna, oba sta enakovredna in z obema ima Bog kaj zapovedati. Glejte, mogoče sem 200 ljudi dopolnil, ker to je bistvo. Ko boste šli v Hristovle, pa imamo kdaj v Hristovle, to lepoto izraženo, poglejte, kako je Bog ustvaril človeka. Boste videli, da je Adama in Evo in človek je ustvarjen, ko Evo pripelje k Adamu in je med Adamom in Evo Bog. To je temeljna stvarnost krščanskega sporočila o moškem in ženskem. Mi smo ustvarjeni za dopolnjevanje, da skupaj izražamo, kaj je človeško. In tukaj treba mirno priznati 3 stvari. To, kar je tudi tukaj vsebovan, v preteklosti je ženski vidik, ženski element bil premalo prisoten in zato je prav, da se počasi ga vključi. Kako? Poglejte, da je voditelj dikasterija, redovnica, to nekaj novega in to se bo nadaljevalo. Zato ne rabiš biti najprej škof ali pa najprej kardinal, ne? Torej, to se bo nadaljevalo in to gre počasi. Samo 2 stvari sta pa mislim zelo pomembne. Prvič, da sprememba ni strukturna in potem sprememba je sredi življenja in strukture se sproti spreminjajo, torej da je sprememba nekaj organskega, hkrati osebno, kulturno in strukturno. In zato treba zelo paziti na razločevanje in na postopnost izvajanja, bi temu rekel, ne. Druga stvar pa, poglejte, nekatere zgodbe treba pripovedovati, nekatere žene v zgodovini cerkve so bile neverjetne, ne. Katarina Sienska, ali pa Sveta Makrila, ki je imela brate, ki so vsi svetniki, to je ona vodila, ne. Ampak to je treba povedati, da stil izražanja moškega in ženskega principa, ki je moški in ženski, ni identičen, ampak je v tem, da drugega kličemo v odnos. Zato smo pa ustvarjeni kot moški in ženska. In druga stvar, kulture so tukaj zelo pomembne. Nekatere kulture strahotno cenijo en vidik ženskosti. Ampak ta vidik je včasih samo en vidik, ne pa celoto. In bi se lahko mi zahodnjaki, ki smo bili stoletja, bo naša kultura počasi učili od teh kultur, ne, s tem, da seveda je treba precej paziti, ne, življenje v domačiji, v domu in življenje v javnosti je skupaj celota življenja, ne. In ne moramo samo na podlagi enega reči, da je enakopravnost. Ne gre za to, da celoto življenja vidimo v tem dopolnjevanju in mogoče, ko je otrok majhen, je vloga matere bolj pomembna kot vloga očeta. Ko gre pa otrok v svet, se pa mogoče te vloge obrnejo, ker vse skupaj je povezano. In tukaj mislim, da je ogromen korak že narejen, predvsem zavedanje, da tukaj smo v enem procesu spreminjanja. In vključevanje je pa seveda tudi huda ovira, ker nekateri, kot je sestra Anja rekla, danes so še zelo prisotne te stari pogledi, ki sestre so zelo koristne za nekatere stvari, ne pa, da bi se prisluhnili, kako so sestre, so ustvarjalke cerkve vseh različnih vidikih, ne. Ampak ne smemo prezreti že veliko narejenega, torej proces bo potrajal. Eno temo bi še odprl, in sicer večkrat se omenja, rekel, in marginalizirane skupine in tudi, lahko bi rekel temu, neko socialno noto, socialno pravičnost, podnebne spremembe, migracije. Kako razumete oziroma kako se v
v duhu sinode razume tudi, bom rekel, vloga cerkve v teh, bom rekel, bolj družbenih temah, ki smo jih nekoliko bolj vajeni, recimo pri nevladnih organizacijah, bolj kot recimo sami cerkvi. Je tukaj morda kakšna nevarnost oziroma ja, ne, da bi cerkev morda postala zgolj ena izmed nevladnih organizacij, ki bi se začela pretirano fokusirati pravzaprav na neke tuzemske probleme, namesto na recimo njeno osrednje poslanstvo, oznanjanje veselega sporočila. Glejte, vprašanje teh, ki so na rob potisnjeni, je zelo kompleksno vprašanje. V Sloveniji so na rob potisnjeni mnogi, ki so izjemno sami, zapuščeni od lastnih otrok. Torej, v Sloveniji imamo tudi zelo revne ljudi, ne v smislu ekonomske revščine, ampak ljudi, ki so izjemno osamljeni. Pričevanje za to, da se jih vključi nazaj kot dejavne, sodejavne dele družbe, to je nekaj cerkvenega. Ampak ne tako, da se zanje tako poskrbi, da so od tebe odvisni, ampak da se jih dvigne v njih lastnih očeh in postanejo dejavni. To je temeljna razlika med socialno državo enega socializma in načinom, kako cerkev ima odnos do Boga. To je radikalno drugače. Res radikalno. Veste, kot sociolog vam moram to povedati. Mi razmišljamo v načinih kolektivizma pa individualizma. Ma to ni cerkveno. Nasprotje individualizma ni kolektivizem. Nasprotje individualizma je bratstvo. Ampak to smo zelo pozabili. Pa ne socialistično bratstvo. Bratstvo v tem smislu, ker je v Fratelli Tutti. Ko pravi papež in tudi mnogi na srečanjih in evropskem in svetovnem, da je treba prisluhniti drugemu, je zelo pomembno prisluhniti stiski ljudi. To je krik zemlje, to je krik ubogih, to je krik mnogih. Torej, to ni sekundarna tema. Vprašanje je pa, kako to integrirati. Mislim, da je eno temeljnih vprašanj to, da smo mi pozabili, da naš Bog je stvarnik. Samo pogledajte, če mi rečemo, da je narava okrog nas, ali pa če rečemo, da je stvarstvo okrog nas, je velika razlika. Ker če ti rečeš stvarstvo, takoj vneseš odnosni vidik in vidik skrbi. In to ni nek predmet. Pa tudi, če smo v stoletja malo to pozabili. Torej, gre za res za nek proces, da počasi vidimo, da nismo šli predaleč v izkoriščanju narave, nismo povzročili preveč socialnih razlik in tukaj je treba nekaj storiti. Prva stvar, ki je, da jim prisluhnemo, da jih s tem, ko je mati Terezija delala, da spoštujemo njihovo dostojanstvo. Ne ve toliko za delo zanje, kot delo z njimi zanje. In tukaj mislim, da cerkev ima veliko storiti glede pravičnosti. Ampak to ni, kako bi rekel, socialni angažma v smislu mnogih drugih socialnih aktivnosti. To je dejansko pričevanje, da je dostojanstvo človeka, skupin, kultur nekaj pomembnega in da tukaj nekaj bomo narediti. In priznanje objektivnih dejstev, da so objektivno dejstva, ker izginjanje vrst je objektivno dejstvo. Imamo kaj narediti, ali ne? To je stvarstvo. Segrevanje, to je objektivno dejstvo. Torej, težava pa je, če bi začeli o teh stvareh razmišljati politično pa agitatorsko. Vprašanje ni, ali je to pomembna tema. To je pomembna tema. Težava je, če je ta tema obravnavana ideološko. In tukaj moramo pa kristjani zelo paziti, da ne nasedemo nobeni ideologiji in predvsem, da sami nismo spet neka alternativna ideologija. Ker potem se pa zgodi, da prevladuje ne cerkev, nikoli ne bo neka civilna organizacija kot druge, ampak da ta vidik ima v javnosti cerkev, ker je hudo narobe. Cerkev je, ko bi rekel, občestvo, je skupnost odrešenja za vse ljudi, ne samo za nas, ki tudi srečujemo. Jaz bi ob tem rekla samo eno stvar. Naše poslanstvo kot kristjani je to, da verujemo v očeta. In če imamo očeta, potem smo mi sinovi, in če smo sinovi, potem smo bratje med sabo. In ne gre za neko, ali smo socialni delavci, ali smo neki dobrodelni, ampak gre za to, ali verujemo ali ne, ali vzamemo to za res, da smo odnosna bitja in da res, če smo izkusili to ljubezen očeta, ki nam jo dal v sinu, potem, ko pravi evangelist Janez, kako lahko ljubiš Boga, če ne ljubiš brata, ki ga vidiš.
Ne moreš ti ljubiti Boga, ki ga ne vidiš, če ne delaš bratu dobro. Torej gre za to, ko tudi reče, potem bodo spoznali, da ste moji učenci, po odnosu, ki ga imate med sabo, in to je naše merilo. A vračamo to občestvenost nazaj, ta odnos in isto glede stvarstva. Stvarstvo je poročna dvorana naša. Ne, če je Kristus res se poročil z nami kot človeštvom, nas je postavil to stvarstvo in smo mi poklicani kazati en tak spoštljiv odnos do tega, en darovanski odnos, ne pa grabežljiv. In ves čas gre samo za to, ali razodevamo kristjani to, da smo ljubljeni, da smo sinovi in zato imamo tudi tak svoboden in ljubeč odnos do stvarstva drug do drugega, ali pa smo še vedno v grehu, ki je ta ogroženost zase, ki grabimo, ki je tudi izvirni greh in se uporabljamo drug drugega, se ranimo in tudi stvarstvo potem ropamo in delamo to, kar pač dela mentaliteta tega sveta. To je edino merilo, mislim. Zdaj, ker se nam čas počasi izteka, sam dokument je še precej obsežen, lahko bi se v njem pogovarjali še več ur. Recimo se dotika tudi novih oblik evangelizacije pa odnosa med ostalimi krščanskimi cerkvami pa z drugimi religijami, pa recimo decentralizacija cerkve, ampak da strnemo mogoče v en zaključek, in sicer katere konkretne spremembe torej lahko slovenski katoličani pričakujemo glede na podane zaključke sinode, kaj bo recimo morda v letu 2025-2026 v slovenski cerkvi drugače zaradi te sinode o sinodalnosti. Lejte, kot laik bi tole rekel. Prvič, laiki imamo pomemben delež pri tem procesu. Torej, jaz se čutim in upam, da tudi drugi laiki počasno nagovarjam k temu, da bomo javno so vključeni in da bo iz naše strani prišlo, da brskamo, da sprašujemo, da nekaj naredimo. Če ne bomo dejavni, potem nekaj našega deleža ni storjenega. Druga stvar, ki je zelo pomembna, jaz osebno, tudi kot celo jaz globoko verujem in sem gotov, da ta proces se ne bo dal. Bo pa na tem procesu veliko ovir, ker hudič ne bo dal, da bo šlo tako. Hudič bo gotov zanke zastavil in mi sami smo tudi omejeni, tudi če bi se trudili, ne bomo mogli doseči tisto, kar bi radi. Torej, moramo biti pripravljeni na tej poti in zato potrebujemo drugega. To se mi zdi temeljna stvar, ki bi tudi povabil, da res drugega podpiramo, opogumljamo. Ker Sveti Duh je duh moči, je duh poguma, zlasti takrat, ko je ustvarjalnost. In zdaj smo v enem procesu ustvarjalnosti. Jaz mislim, da tako vabilo, kot je zdaj danes, se ga ne da prezreti. Se ga res ne da prezreti. Da pa bomo v kakšni zagati, to je pa normalno. To bi rekel, z velikim upanjem zrem naprej, a veste, zakaj? To je mogoče v celem mojem življenju temeljna stvar, ta premik v cerkvi izražen zdaj v enem odprtem besedilu, ki vabi k vključenosti, je pa tudi zahteven in kot govori, skratka, izjemno celovita stvar se je s tem besedilom zgodila in je na mnoge stvari, ki smo jih sami doživeli tekom desetletij življenja, odgovorila z eno vizijo, ki je trezna, ampak je tudi izjemno bogata in globoka. Prav evangeljska vizija, mislim. Zagotovo vabilo je bilo. Povabilo je, sinoda pomeni tudi vključuje občestvenost, temelj občestvenosti je ljubezen, ljubezen ne more prisiliti nobenega, tako da gre za osebno odločitev vsakega od nas, v čem se bo pustil preoblikovati. Težko je napovedati, jaz vseeno upam in si tudi želim, če bi v Sloveniji že sam mal presegli tele zadržanosti med nami, kar mislim, da je tudi zgodovinsko povezana, ta strah drug do drugega, odkrito govoriti, kaj bo sledilo, kakšne posledice bodo potem. To imamo notri v krvi, tudi ta nove generacije, pa niso bile tega deležne, ampak gre še malo to naprej. In če bomo tle presegli že to,
in jaz rečem, vsaj za 1 stopinjo dvignili temperaturo naših odnosov. A ne iz -1, vsaj na 0, ali pa vsaj, da pridemo na toplo, da se res iskreno veselimo drug drugega, ne da smo si ogroženi, a on mu je ratalo, meni pa ne. Kaj je to? Ne? Ampak da se razveselimo, jaz mislim, da je to nekaj velikega za Slovenijo, če bi ratalo, da bi malo bolj bili dobrohotni, malo bolj topli, že samo v cerkvi. Dovolj, ni treba zunaj, sam med nami, in s tem omogočili en tak varen prostor tudi enega jasnega izražanja, jasnega poslušanja in tudi ene kreativnosti, kar je znamenje tega, da je stekla ljubezen med nami. Ja, samo se temu lahko pridružim in v tem smislu, da je to res ta proces, ki je bistven, ki je usmerjen k bistvenemu, in rezultat tega procesa bodo to, kar smo si, tu ste večina starejših, ne, kar so se v vseh teh dosedanjih sinodah, v zadnjih 2 vsaj poskusih v Sloveniji, smo si zastavili kot cilj. Se pravi, priti do živih občestev, živih kristjanov in živih občestev. In sad te sinode bodo živa občestva. In tam, kjer bodo občestva živa, tam bo cerkev živela. Tam, kjer bodo pa občestva, seveda ne bodo živa, bodo mrtva, pa naj si bodo to na vrhu škofij ali v meski, tisto bo pa životarilo in bo životarilo tako dolgo, dokler bo imelo materialne pogoje, potem bo pa umrlo, materialno, naravno bo umrlo, ker bo preživelo samo to, kar bo polno duha. In jaz sem tukaj, bi rekel, zelo na nek način sem optimističen, ampak seveda nisem pa euforičen, ker ne bo to euforija, se ne bo spremenilo. In bi si tukaj vzel, bi rekel, bi še odgovoril na oba dva, na vaše vprašanje o spreobrnenju oziroma o tem pogumu, pa tudi vi ste pa citirali na začetku en tekst, ki je zelo znan tekst iz 5. poglavja Mojzesove knjige: Poslušaj, Izrael, Gospod je tvoj Bog, Gospod edini, to je ta prvi del, ne? In pravi tudi, zapiši si na podboje vrat, na tukaj suknjič in tako dalje. Ne? In tu je bila malo reakcija, Anja tukaj je rekla tudi, ja, stvari si kar zapomnimo, vemo, smo ponavljali besede, ne? Ampak zelo nevarno bi bilo, da bi ne šli do konca tega reka, teh besed, ki pravi, daj si v svoje srce. V svoje srce mora ta beseda priti. V srce pa pomeni, da je tukaj osebni proces spreobrnenja in osebni proces srečanja in osebni proces izkušnje Svetega Duha. Tu mislim, da smo pred veliko nalogo osebno in kot občestvo cerkve, da pridemo sem in ko bomo, se pravi, in danes imamo že izkušnje. Ljudje, in skupnosti, ki se jih je dotaknil Sveti Duh, so žive skupnosti in premikajo zidove in premikajo meje in je tam življenje in tam se ljudje pridružujejo. Kjer pa Svetega Duha ni, kjer izkušnje ni, kjer je beseda ostala v glavi ali pa zapisana na zidovih ali pa magari na lepih kipih ali pa na knjigah, tam pa se stvar životari. Ne? Tako da to, da umira stari svet, to sploh ni tako, ker umira tisto, kar je materialno, ne? Kar je duhovno, pa v resnici ne bo umrlo. In to je proces, ki bo šel naprej, ne v masi, ampak mi v bazi verujemo in ta dokument v celoti, če smem še to reči, je sestavljen iz 5 delov, uvoda in zaključka. Osrednji 3 deli govorijo o spreobrnenju odnosov, spreobrnenju procesov, spreobrnenju vezi. Se pravi, spreobrnenje se ponavlja kot ključno vprašanje. Zato to ni vprašanje, ali bo nam sinoda dala pogum. Ja, če bomo se spreobrnili, bomo pogumni, bomo pričevali za pogum. Če bomo se zavedali identitete, ki nam jo je Gospod dal po krstu, bomo drugačni. Drugače pa, seveda, jasno, nismo niti nevredni, da bi nas kdo več bolj upošteval kot pa vsakega drugega, bi rekel, tržnika ali pa prodajalca svojih idej na tem svetu. In zato tukaj bi zadnjo lahko rekel, je papež predzadnji dan sinode izdal svojo 4. encikliko, ki jo žal še tudi nimamo prevedeno v slovenščino, ki se mu reče
Dilexit nos, kar pomeni vzljubil nas je, se pravi je enciklika o srcu, o Božjem srcu in o človeškem srcu. O srcu kot v bistvu vire in bistvu Boga. Torej, pokaže si sam smer, v katero bo proces šel, in tukaj mislim, da nihče ne dvomi, da je to edina smer, se pravi smer življenja, smer srca, smer ljubezni, smer večnosti. Tako da tukaj smo. Na sinodah se bomo pa še ukvarjali z mnogimi in o načinih, kaj moramo še spremeniti v ženskah, duhovniških, o avtoriteti škofov in tako dalje, ampak vsi stojimo pred tem ključnim izzivom. Če smem samo staviti, jaz mislim, da ta enciklika je ključ, kako naj se bere besedilo, da bomo zvesti besedilu. Tukaj je dejansko ključ tega papeža in tudi ključ tega dokumenta. Če bomo brali na ta način, mislim, da nas ne sme biti strah. Tako, hvala. Zdaj pa odpiramo, ja. Še malo diskusije. Izvolite, najprej v dvorani. To je zadnji del. Vprašajte vse, postavite vse, kar vas teži, kar vas izziva, ali pa dajte tudi predloge. Naredimo malo sinode tukaj, poslušajmo se. Predavatelj je rekel okrog teh družbe, se pravi, stari, mladi. Slišal sem prejšnji teden, je profesorica geografije prepodvala, dala je primerjavo revščine pa bogatstva. In rekla, oni ta revni $1 pa 2, tu vsak dan slišiš. Ne? Oni so pa to bogati. No. Jaz mislim, da bi mogla reči, ta revni so bogati, ki imajo otroke, ne pa ti, ki so v domu starostnikov, sta pravo pokojnino, noben ne pride pogledati. Dobro, mislim, da je bil to bolj komentar, še kakšno vprašanje, še kdo kaj? Dajmo mogoče se tudi osredotočiti, no, kratka, jedrnata, pa vprašanja povezana z vsebino okrogle mize, če se da, prosim. Sem Marija Grebenc. Rada bi samo dala ta prispevek. Vsemu temu, kar ste govorili, je čudovito, ampak jaz mislim, da mi, ki nismo bili na sinodi, težje razumemo vse to. Ampak vidim pa, da je važno, da beremo Sveto pismo, kar se mi zdi, da je važno za razumevanje te sinode in tudi vloge žene in moža. Imamo odgovore tudi v Svetem pismu, tako da jaz mislim, da je to zelo važno. Morda preberem eno vprašanje, da bo spodbudilo. Lep komentar pravi, čakam, da vidim, kako se bo Božje ljudstvo vrnilo k svojim koreninam. Očitno zgleda. Ampak to je pravo vprašanje, pa pravi takole. Kakšni bodo na osnovi sklepnega dokumenta naslednji konkretni koraki na ravni škofij in na ravni župij? Na to vprašanje še nisem dobil odgovora. Dragi panelisti, mislim, da če odgovorimo na to vprašanje, pa če same v 10 ali 15 minut, zato da poskušamo te stvari narediti, potem mislim, da smo glavni cilj tega panela oziroma te okrogle mize o sinodi pravzaprav ta večer, kar se tiče tega večera, pravzaprav dosegli. Mislim, da je to ključno vprašanje in na to si moramo postaviti odgovore. Jasno, da nimamo vseh odgovorov, ampak neke smeri, neke ideje, pa mislim, da je dobro. Vprašanje lahko, če bi odgovoril direktno, bi bilo zelo lahko, ga z enim stavkom odgovorim. Se pravi, uvesti moramo sinodalne strukture. In strukture naše, ki jih že imamo v cerkvi, so de facto že sinodalne zastavljene, zato ker tudi strukturno vprašanje se seveda ni zdaj prenavljalo ali pa ugotavljalo na tej sinodi,
ampak v bistvu smo se mi nadaljevali ali pa dotaknili sporočila, rezultatov, ki jih je dal dejansko drugi Vatikanski koncil. Drugi Vatikanski koncil je definiral cerkev kot telo, Kristusovo telo, kot občestvo, in tam so bile te strukture na nek način že postavljene, da bi lahko res participiralo vse božje ljudstvo v tem, kar sem rekel, to sam poudaril prej, v razpravljanju, v poslušanju, v bogoslužju, v razločevanju in v odločanju. Kako bomo pa do tega res prišli? Pri nas je celo, mislim, da je enkrat škofovska konferenca pred leti dala odlok, da so župnijski pastoralni sveti obvezni, se pravi, da je to zakon. In to je primarni sinodalni svet, če želimo, v bazični svet v župnijah. Zakon. Ampak zgodi pa se, da še vedno so župnije, ki so brez župnijskih pastoralnih svetov, ali pa, in to je pa zdaj, bi rekel, ta moja malo bolj žalostna ugotovitev, ali pa so župnijski sveti samo združenja, kjer se pogovarjajo o prireditvah, ki jih pripravljajo. O teh prireditvah pa jaz prvič, ko prijem tja, poslušam, ne vem, a sem na gasilskem društvu ali sem v cerkvi, ker se gre za ta praznik, za oni praznik, za tretji praznik, pripravimo mize, pripravimo zakusko, pripravimo to, počistimo cerkev, okrasimo jo, streho smo popravili in vse to. Glejte, to dela vsako društvo, lahko to dela. Torej, to se pravi, glede vsebine, načina smo pa še zelo daleč. In tukaj pa zdaj rečem, s kakšno hitrostjo bomo šli proces preobrnenja. To je vprašanje. Tukaj pa ni razlika zdaj spet ne med mladimi in starimi. Žal smo zdaj tukaj kar malo zapeli v to, stari mladi, ne verjetno zaradi zasedbe, ampak jaz vam rečem, jaz pogrešam starih ljudi v cerkvi. Včasih so rekli, stari ljudje so zdaj v cerkvi in kje so pa mladi. Ni res. Ko sem bil jaz mlad, je bilo vsak dan v cerkvi tisti naši vaški, tam 20-30 starih žensk, ki so molile. Danes pa ni nobenega, ki bi molil. Za koga? Za tistih, ki v cerkvi ni. Se tudi takrat so mladi delali, otroci so bili tam in tako dalje. Tako da tukaj imamo problem, da ne izvršujemo vsi, ne stari, ne mladi, recimo, pa predvsem zdaj stari, svojega temeljnega poslanstva. In to mene recimo davijo, ko pridem na župnije, dajte nam kaplana, naredite to, da bo tukaj več mladih. Jaz sem vprašam, gledajte, vi ste vsi tu stari, kje so vaši otroci? Vi ste že dedeki, očetje, to bi bilo 3 generacije tukaj sedeti polno. Torej jih ni. Kako jih naj bo v cerkvi, če jih pri vas ni, v vaših družinah ni? Tako da to zdaj, se pravi, tak odgovor, kaj boste naredili, da bo spet vse mlado, vse tako, je to vprašanje, res vprašanje spreobrnenja. To vprašanje pa najtežje, zato normalno verjamem, da ljudje ne bodo zadovoljni z našimi kakršnimi koli že ne odgovori. Ker je to proces, ki terja, ki košta vsakega, stane vsakega. S prstom kazati na kogarkoli, jaz se sam zavedam zdaj kot škof, kako nemočen sem po eni strani, po drugi strani sem pa tudi zelo svoboden, zato ker mi je jasno, da bo cerkev takšna, kakršno si želi Bog, ali pa koliko ljubezni bomo mi od Boga sposobni sprejeti in ga utelesiti. To je to. No, meni tukaj prihaja, da se vračamo malo v čas prvih kristjanov, ko so se združevali skupaj ta živa majhna občestva, in jaz vidim tukaj našo vizijo. Torej ne, da nas je strah, koliko nas bo, ampak da bomo imeli okus, ali bomo ta sol. To se mi zdi temeljno. In jaz vidim nekaj lepega, in to lahko vsak od nas, da se začnemo povezovati. Majhna občestva. Recimo mi imamo že nekih je iz teh občestev 8 takih skupin po Sloveniji, ena v avstrijski Koroški. Potem nova nastajajo take skupince čistih iz potreb, recimo.
mladi, ki so hodili na katehezo, so se poročili, zdaj so prišli, imajo majhne dojenčke, če lahko imamo skupinco za mamice z dojenčki. Pa se je tam, potem se je iz tega razvilo nekaj naprej. Vsak išče eno pripadnost in ni treba, da nas je 200. Ne, je dovolj, da nas je malo in da smo domači in da živimo zares z eno vsebino tudi, zato se mi zdi dragoceno vedno dati tudi Božjo besedo, se učiti podeljevati svoje življenje z drugimi ob Božji besedi, tudi z Božjo besedo brati svoje življenje in svojim življenjem brati Božjo besedo, se tudi tle učiti enega podeljevanja, enega poglabljanja in hkrati ne tudi Evharistijo, zakramente, ki nas povezujejo. Ampak tako, prav ta domačnost se mi zdi, kjer se zgodi tudi ena ranljivost, kjer opaziš, da drugega ni, kjer te zanima, zakaj drugega ni, ga pokličeš, zakaj ga ni, kjer se poznamo med sabo in tukaj jaz vidim eno tako prihodnost, kar lahko delamo pa čisto vsi. Jaz rečem komu, pa se mi oglasi en tam z drugega konca Slovenije, ja, mi nimamo nič. Del vzemite en odlomek, lahko vzameš nekaj eno razlago, lahko vam tudi nekaj pošljem, lahko karkoli, dobite se, 4, 5, začnite tam, potem se nekdo pridruži in to so ta majhna občestva, ko vidim, pridemo skupaj, smo se veseli, se nahranimo in potem gre spet vsak v konkretno življenje, kjer je poklican v službo, v družino, v župnijo in živi, ampak živi z enim drugim okusom, ker je nekaj prejel. Se mi pa zdi tudi pomembno, no, da vrnemo eno vsebino, kar mičkeno jaz pogrešam, tako da bi malo bolj tudi našo vero šli teološko, vsebinsko, globlje dojeli, kako lepa je naša vera. Jaz dostikrat se srečujem, ne vem, ko delam zakonci ali pa tako, ko razložiš krst, to mi prvi čujemo, ne? Ali pa tako, ko nekdo kar zavzdihne od veselja, ko zazna, kakšen globok pomen ima to, kar mi živimo. No, tega se mi zdi, da nam tudi malo manjka enih mogoče resnih katehez, takih življenjskih, da jih je premalo. No, tle vidim jaz kot eno tako pot, kar lahko vsak od nas naredi, kaj kršči. Ja, hvala. Te dve stvari na koncu rečene, mislim, da so res zame pomembne. Ko smo prej govorili o stvarstvu, jaz osebno sem gotov, bistva stvarstva brez zakramentov sploh ne moram spoznati, ker zakramenti, kaj so zakramenti brez vode, brez olja, brez žita, stvarstvo dobil v zakramentih poln okus. Torej, ta teološki vidik, ki je slabo razložen nam, ali pa slabo posredovan, mislim, da je ena izmed prav krikov te sinode pastoralnega spreobrnenja, ki se vedno znova ponavlja, ne bo brez ene poglobitve teološke vizije cerkve. Teološka vizija cerkve je ena stvar. Druga stvar, osebno sem videl tisto, kar je pa prav velik izziv, je to, strukture so, ampak kako te strukture živijo, oziroma kaj storijo, da bi živeli sinodalno. In tukaj pridemo iz osebnih odnosov do kulture, v tem najboljšem smislu, da je kultura. Kultura je način, kako živimo, kultura je komunikacija, kultura je usmerjenost, vrednota, orientacija. Torej, treba je narediti pastoralni premik v naši kulturi, kako živimo cerkev. Recimo stari, tukaj vas je bilo veliko in dejansko popolnoma razumem, tudi v drugih okoljih je isto. Včasih so gospe starejše molile, zdaj, če ena gospa ne pride, se ne moli, marsikje. To je stvarnost. Ampak pogledajte, mi smo pozabili kaj in ob tej sinodi nas lahko duhovno to prerodi. Kaj je delež starih, kaj je delež mladih, kaj je delež vmesne generacije za celoto. In brez modrosti in rodna reč, ampak koliko starih ima modrost in koliko starih so vprašani glede modrosti. Koliko starih mlade sprašuje za njihov doprinos. Ta komunikacija med moškim in ženskom, med duhovniki in laiki, med vsemi različnimi enotami celote. Mislim, da je to ena stvar, ki nas sinodalnost res poziva in vsak lahko nekaj naredi. To, kar je sestra Anja lepo rekla. Pa kaj, če na našem koncu ničesar ni? Začni nekaj. Skupaj z drugimi začnimo nekaj. In pri tem lahko potem povabiš enega, drugega in tretjega. In tako bodo ljudje videli to, kar nekje po svetu, ki je v cerkvi zelo preganjena, imajo prav poseben izraz v Vietnamu, niso vedeli, kdo so kristjani. Vedeli so pa, da to so tisti, ki se imajo radi med seboj. Jaz mislim, da edini
namen pastoralnega spreobrnjenja, ki je jedro te sinode, je, da se bomo imeli radi med seboj in da bodo ljudje po nas prepoznali to, kar nam je razodel Oče, Sin in Sveti Duh, torej ljubezen. Bog je tisti, ki je Bog, ljubeči Bog, človeka ljubeči Bog. Ok, je še kakšno vprašanje, še kakšna sugestija iz publike? Hvala lepa. Ne, samo en tak povzetek. Najlepša hvala vsem tem gospodu Škofu, Ani in gospodu Igorju za ta zadnjo, bi rekel, povzetek o sinodi. Popolnoma se strinjam s tem. Sam sem mnenja, da ne smemo čakati, da nam pride z vrha dana neka nova sinodalna struktura ali nek točno določen pravilnik. V bistvu je odvisno od vsakega od nas. Mislim, da med nami moramo zaživeti sinodalne odnose na vseh ravneh. Torej, sinodalni odnosi so po vzoru Svete Trojice. In tukaj je pa potrebna vsakodnevna sprotna spreobračanje. Da jaz naredim prostor v sebi, da lahko sprejmem drugega, ki je pred menoj. Da ga slišim, da ga razumem in da med nami zaživi v njegovi ljubezni njegova prisotnost. Torej, sinodalni odnosi, sinodalno življenje in potem ostale pride pozneje. Sinodalna pot ne pomeni, da bomo šli od tukaj zdaj z jasnimi navodili, kaj je sinoda rekla. Sinoda se ni končala, se ne bo končala niti junija, niti na prihodnje leto, ampak je skupna pot. In skupaj bomo na tej poti odkrivali lepoto Boga med nami in v svetu. In s tem postanemo sol in luč. Sinoda se ne bo končala do sodnega dne. Vprašanje? Ne. Dobro, poskušajmo počasi zaključiti. Mislim, da je ta okrogla miza odprla nekatere stvari, predvsem ta zadnji del, a ne? In mislim, da so panelisti dobro povedali dve stvari ali pa par stvari. Spreobrnenje naše, osebno, spreobrnenje župnije, spreobrnenje škofije, začeti z svojimi iniciativami, kjerkoli so drobne, tako je prva cerkev tudi začela. Vračajmo se k temu, kar je prva cerkev živela, ker očitno gremo zopet v ta čas. Tako da morda še moj prispevek k temu, bi rekel, smo v cerkvi morda ta trenutek nekoliko, kar opažam, ko hodim okrog, nekoliko preveč zaverovani vase. Se pravi, mi, naša skupnost, interno, naša župnija, moja župnija in tako naprej. Jaz se sprašujem, kdaj bomo kot kristjani dobili ta ogenj prve cerkve, ki so šli ven. Kdaj bomo začeli hoditi in se združiti z nevernimi, jih vabiti v naše okolje, da spoznajo to ljubezen, kot je Igor rekel. Tako, to so tisti, ki se med seboj ljubijo. In to na družinskem, osebnem, v majhni skupini, v zakonski skupini, v župniji in v škofiji. Se mi zdi, da je to ena smer, torej ekstravertiranost je potrebna, se mi zdi, in na drugi strani mislim, da vse te diskusije, ki ste jih omenili, ne, ki so bile bolj zlasti Nemčija in tako naprej na tem kontinentalnem nivoju, ki so šle bolj v strukturne in v pozicijske vode, ne, bi vse tem ljudi vprašal, si pripravljen delati v enem timu, kjer sta, ne vem, mož in žena ali so laiki in en je duhovnik ali pa ena sestra ali pa en redovnik in gremo skupaj evangelizirati. Tukaj se potem kaže, se mi zdi, prava vsebina cerkve in prava budućnost cerkve in prava realizacija sinodalnega procesa. Ne? In če bi bil papež,
prostite temu izrazu, bi naročil vsakmu škofu, kakšen, pa ne zaradi plana, ampak kako evangelariš škofijo. In vsak škof, vsakega župnika vprašati, kako tvoja župnija evangelizira, kako tvoja župnija dela to, kar reče Angleži reach out, kako gremo navzven, kako gremo drugim, kako smo znamenji. En lep primer imamo v Rakovniku, to je v župniji v Ljubljani, ki mislim, da je predvsej v Sloveniji poznan, ko so začeli za svojim okoljem komunicirati in zanimivo. Vsi so navdušeni tem in so prijetno presenečeni. Da ne bom rekel predolg, morda še samo 2-3 odgovore. Hvala govorcev, dobim sem odgovore. Hvala govorcem, želim blagoslova vsem na skupni poti, naj bo sveto leto rodovitno. Upam, da bomo izkoristili sveto leto 25 za prenovo župnijskih očetov, predvsem pa tisti del, ki govori o soodločenju v župnijah v duhovnih vsebinah. V duhovnih vsebinah. Lepo zdrav in naprej želim vsem dobro delo za sinodalno cerkev. S tem bi počasi zaključil in hvala lepa panelistom, Škofu, sestri in Igorju. Lepša hvala Petru za moderacijo. Najlepša hvala vam, ki ste bili tukaj in prisluhnili. In najlepša hvala tem, ki ste bili z nami po Zoomu. In hvala lepa tudi tehničnemu osebju na Teološki fakulteti in tudi Teološki fakulteti, ki je omogočila, ki je dala prostore in je soorganizatorica tega dogodka. Lep večer, upam, da nismo zadnjič skupaj, upam, da bi lahko te zadeve nadaljevali v veliko bolj konkretni smeri. Duh nam bo po moje dal, da bomo šli pravo pot in poskušali živeti o sinodalnosti tudi v Sloveniji na osebnem, župnijskem, škofijskem in nacionalnem nivoju, pa tudi mednarodnem. Hvala lepa vsem, Bog z vami.